Apostol in evangelist Janez v današnjem evangeliju super lepo opisuje Jezusa. In jasno pove, da je Jezus kot Božji sin se ni rodil 25. decembra leta nič v Betlehemu. A veste se, če smo bolj natančni, Jezus se je rodil avgusta leta 4 pred Kristusom. Ko so preračunavali, so se malo zmotili, ampak to za nas sploh ni pomembno. Evangelist Janez jasno pove, da je Jezus rojen že davno prej. Da ga je Bog ubesedil, da sta Bog Ata in Bog Sin skupaj ustvarjala svet. In potem je ta Jezus, ki ga evangelist Janez imenuje kot luč, je prišel na svet. Pravi, da je prišel med svoje in na svoje, ampak njegovi ga niso sprejeli. Normalna stvar, da ga niso. Ljudje takrat niso pričakovali Jezusa mirotvorca, ampak so pričakovali spretnega politika in vojskovodjo, ki bo združil vseh 12 Izraelovih rodov in Rimljane vrgel ven iz njihove dežele, da bi zopet vzpostavil kraljestvo, ki so ga imeli v časih kraljev Davida in pa Salomona. In Jezus ni odgovarjal tej podobi. Zato ga njegovi niso sprejeli, ker so imeli sliko, takšen mora biti, ampak takšen ni. In ta luč, ki je prišla na svet, tudi danes sveti in prihaja na svet. Pa imamo težave. Težave, da jo težko sprejmemo, kajti ta luč, ki prihaja na svet, pride zato, da osvetli naše življenjske poti, da nam osvetli, olajša pot do Boga, da nam sveti na naših poteh do sočloveka. Ta luč prihaja zato, da nam osvetli pot do tiste prave sreče, ki napolni srce, ki človeka dobesedno prežame in ki traja in traja. Težava sprejeti to besedo, ki nam tako lepo razsvetuje naše življenje, pa je, ker ne pokaže najkrajše poti, ker ne pokaže najlažje poti, ker nam ne osvetli tiste ta najbolj enostavne, široke, udobne, brez ovinkov, tlakovana. Pač pa nam kaže pot, ki je pogosto ozka, ovinkasta, zapletena, težavna in se treba fejst makrat, ko hodam po njej. Zato imamo težave s to besedo, ki prihaja na svet, da bi jo sprejeli kot luč v svojem življenju. In božični praznik je pravzaprav izziv, ki je postavljen pred nas. Tako kot se Bog nikoli ne naveliča prihajati med nas ljudi, tako naj bi se tudi mi ne naveličali vedno znova poskušati razumeti, iskati in pa sprejeti. Seveda, če